Družba, mogoče se nam zadnje čase zdi, da v tej državi ne funkcionira nič. Premijer je odstopil, ljudje stavkajo, Zlatko Čordić ni več najhujš Zlatko v državi. Ampak te dni je prišla novica, ki je razveselila vsaj našo prestolnico, ker se je znašla na prestižnem seznamu in to zelo, zelo visoko. Razkritje mednarodne raziskave, v kateri so merili količino kokaina v sanitarnih odplakah, je šokantno. Ljubljano uvršča med največje kokainske prestolnice Evrope. Kakšno presenečenje! Tega pa res nisem pričakoval. Ljubljana je najlepše mesto, da? Ampak glej, zdaj vsaj vemo, odkot Marjani Držaj navdih za ta vers. Mi bomo vso noč preplesali, bela Ljubljana, nikdar ni zaspana, o ne! Dobro, to, da je kokain priljubljen pri nas, ni glih skrivnost. Največ se ga sicer požre okrog Trga Republike, kjer imamo na eni strani bankirske japije, na drugi pa poslance. Za SDS je že znano, da radi imitirajo Charlieja Sheena, Levica poha travo, SD žre gobe, Nova Slovenija pije žegnano vodo, za SMC pa pitaj Boga, na čem so. A ja, tudi oni so na belem magu. Iz Zagreba. In zakaj je kokain tako hudo priljubljen? Povzroča euforijo, empatijo, ljudje se lažje pogovarjajo med seboj. To so enega korespondenta dobili, ki je iz prve roke povedal. Se je poglobil. Ok, vzamem nazaj, nihče v parlamentu ne snifa kokaina. Nazadnje, ko smo videli tam empatijo in normalen pogovor, je bilo leta, oziroma še pred letom 54, ki je bil tam še travnik. Zdaj, ta preiskava odpadnih voda v večjih evropskih mestih nam pove veliko stvari. Jaz imam tlele. Dragi moji Ljubljančani, jaz sem zaskrbljen. Bolj kot to, kaj so našli v vaši kanalizaciji, me skrbi, česa niso našli. Tle piše, da vam manjka vitamin B. Železa je zelo malo. A lahko jeste malo več zelenjave, prosim. In to, da je v kanalizaciji toliko kokaina, pomeni ena stvar. Gužva pri vseh čistilnih napravah, kjer bojo ljudje sedili precejali fekalije, ne? Kaj me zlaso v vrzelcu, sem tam ne bo, tle bo kokain. Pa še nekaj lahko iz tega povlečemo. Pardon, napačna beseda. Iz tega lahko še nekaj sklepamo. Da smo Slovenci res močno zasvojeni s kokainom. Glejte, kokain je drag, naša kupna moč pa je nižja kot v drugih mestih. Kar pomeni, da ne glede na to, koliko denarja imamo, bomo snifali. Je pa res, da bo kofetkanje v Ljubljani malo bolj drugačno od zdaj naprej. Gospod natakar, a vode pa ne dobim ob kavi? Ja, je za doplačati je. Koliko pa? 100 evrov na štamprle. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!